Kar 383 osnovnih in srednjih šol, pa tudi nekaj vrtcev po Sloveniji je v zgodnjih jutranjih urah na elektronske naslove prejelo sporočilo z grožnjo, da je v stavbi nameščena bomba. Ponekod so zato šole zjutraj evakuirali, v 18 so pouk tudi odpovedali, policisti pa so šolske prostore natančno preiskali. Dobili smo zjutraj, slišali smo se kolegice, ravnateljice med sabo, kako bomo ukrepale. Prvo, kar sem naredila, sem poklicala policijo. No, policija miri, razloga za preplah ni, stopnja ogroženosti je nizka. Kot so ugotovili, je šlo za splošna elektronska sporočila, ki jih je v preteklih dneh prejelo tudi več šol v tujini. Policisti sicer vsako takšno grožnjo intenzivno preiskujejo, sodelujejo tudi s kolegi iz tujine. Med šolami, ki so jih zaradi grožnje danes evakuirali, je bil tudi šolski center v Novem mestu, ki ga obiskuje 3500 dijakov in dijakinj. Tanja Volmut. V šoli je bila nameščena eksplozivna naprava. Takšen je začetek elektronskega sporočila poslan na šole, tudi v Novo mesto. In profesor nam je sam rekel, kao pejte do učilnice, naj se vsi evakuacija, in to je to. Na šolsko igrišče, tudi parkirišče so odšli dijaki in zaposleni. Nisem vedel, kaj se dogaja, no. To mi je bilo malo čudno, pa tako veliko ljudi na igrišču, ne. V nadaljevanju elektronskega sporočila pisec grozi z islamsko versko vojno v Evropi. Malo pred 8 zjutraj smo ga prijeli, pravijo v šoli. Po pregledu vseh prostorov smo se odločili, da vrnemo dijake nazaj k pouku. Takoj zjutraj so zaradi grozilnega sporočila bili na nogah tudi v nekaterih ljubljanskih šolah. Najprej smo obvestili policijo, predhodno smo šli pa po razredu, vsa svetovalna služba, opozoriti učitelje, da so tudi oni pregledali. Vsako prijavo seveda preverimo, zavarujemo vse dokaze in v nadaljevanju bomo tudi kazniva dejanja preiskovali s ciljem izsleditve osumljenca. Ni bilo razloga za skrb, zato so se odločili za pouk, o dogajanju pa obvestili starše. Ni jih bilo veliko, mogoče 2-3 so mi kolegi povedali, da sta prišla po svoje otroke. Grožnjo so prejeli tudi v ljubljanskem vrtcu. Prvo smo imeli temeljit obhod po enotah, sprašvali smo vzgojiteljice tudi, če se kaj še nenavaden dogodek danes zgodil. Naš vrtec nihče ni evakuiral, smo pa natančno, bolj natančno povprašali sodelavke, bolj natančno pogledali, naša enota, naši vrtci se počutijo varno in dobro. Policisti so pregledali tudi osnovno šolo v Krškem, tudi pri njih brez sumljivih sledi, pravi ravnateljica. Kljub temu smo se potem odločili, skupaj seveda z navodili policije, da otroci danes ostajajo doma na varnem. Po ocenah slovenske policije je stopnja tveganja nizka. Že naša ocena nizka je temeljila na bistvu tudi na ugotovitvah kolegov iz tujine, kjer ni bilo nikoli nobenih resnih posledic. Tako da smo dodatno v bistvu svojo oceno oprli tudi na njihove ugotovitve. In mirijo. Zaradi tega, ker je grožnja zelo nizka, da ni nevarnosti za seveda same otroke in pa zaposlene na šolah. Je pa bila to prva tako velika aktivacija. Lahko pa se zavedamo, da bo tega v nadaljevanju zagotovo še. Mi pa moramo poudariti, bomo vedno storili vse, da bomo zaščitili otroke, ker so nam seveda na prvem mestu. Slovenska policija nič ne prepušča na ključju, ko gre za takšne grožnje in jih seveda tudi preiskuje, tudi ta grožnja se seveda preiskuje. Učence in zaposlene so evakuirali tudi ponekod na Gorenjskem, na osnovni šoli na Bledu, tam so pouk tudi odpovedali.